Spoštovane gledalke in dragi gledalci, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, bratje in sestre in spoštovani vsi ostali, pozdravljeni v naši oddaji Dober dan Slovenija. Z vami smo, tako kot ponavadi, naša triperesna deteljica. Jaz sem Violeta Tomič in z mano sta dve prekrasni voditeljici, Ana Marija Mitić in Katarina Keček, cvet lepote, modrosti in zgovornosti. In danes se bomo pogovarjali o temi, ki nas vse zanima in ki buri duhove. In z nami je dr. Lucija Mulej, sem pravilno naglasila, ki je strokovnjakinja za medosebne odnose in seveda pozdravljena v naši družbi. Najlepša hvala, draga Violeta, za povabilo. No, lejte, zanima nas, vi ste veliko se ukvarjali s partnerskimi odnosi, svetujete tudi firmam in ti medosebni odnosi so strašansko zapletena stvar. Vsem se nam zdi, da to obvladamo, zato ker se s tem ves čas ukvarjamo, vendar vi kot sociologinja in antropologinja ljudi preučujete z enim takim tenkočutnim zaznavanjem in z visoko empatijo, a ne? Skratka, svetovali ste mnogim, veliko ste videli, slišali, tudi ogromno zgodb in ugotavljate, da smo na nezavednem vsi prepleteni. No, povejte nam nekaj o tem. Torej, ja, ta nezavedna prepletenost je pravzaprav ena zelo zanimiva sinergija marsičesa. Torej, kaj pomeni tenkočutnost najprej? To je sposobnost opazovanja zlasti tistega, kar je manj vidno, ali pa tistega, kar smo sami pravzaprav nekje v globini sebe nesposobni zagledati. Torej, drugi so nam lahko istočasno ogledala, lahko so nam izziv, lahko so nam učitelji in medosebni odnosi so pravzaprav večna tema, ki je pravzaprav najbolj povezana z našo sposobnostjo avtorefleksije oziroma kako resnično znamo sebe prepoznati v drugih. Ampak, a vi tudi opažate, ali samo mi amateri, če rečem to, da so, če se pogovarjamo o partnerskih odnosih, da je vedno slabše, da so ti odnosi, ali pa tako, če rečem zelo po domače, jaz od 100 parov, ki jih poznam, težko na prste ene roke naštejem pare, za katere bi lahko rekla, da so srečni. Vseh 95 pa, rečemo temu, životarijo v tem svojem partnerskem odnosu. Zdaj, če vse se vprašamo, niti ena si ne želi takšnega životarjenja. Zakaj je do tega prišlo? Mislim, da bom tako rekla, kdo je kriv? Ženske smo se opolnomočile, če rečem, ali so moški, če se vrnem na Eurovizijo, prisiljeni se vračati v neko feminilno obliko, zato, ker tudi vem, da moškim doskrat rečejo, pokaži svojo žensko plat. Mislim, od mene, od ženske, nihče ne zahteva, da pokažem svoje moške plati. Če jo pa že pokažem, je pa ne marajo. Tako da jaz tudi mislim, zdaj, če tako gledam, da nismo samo ženske, se premaknile oziroma se postale tudi bolj spolno agresivne, kar je seveda res, ampak so tudi moški na nek način izgubili to svojo pozicijo, bi jaz rekla, v naši družbi. No in tako, če smem, nas zanima v bistvu, zakaj je tako težko najti in obdržati partnerja. Kje so pravi deci? Ok, gremo po vrsti, mogoče na prvo vprašanje. Ja, spolna agresija. Jaz ne bi rekla, smo ženske spolno agresivne. Ženske smo postale spolno zavedajoče se. Torej, postale smo lovke. Ženski orgazem je stvar institucije. Ko je ženska bila le, bom rekla, forma rojevanja, forma vzdrževanja neke domačnosti, ni imela pravice do užitka. Še vedno imamo cel kup kultur, kjer se je ženska spolovila obrezujejo, se pravi, ženski se vzame njen užitek. Po drugi strani, jaz mislim, da moški niso toliko zelo zmedeni, kot se mogoče zdi. Jaz samo mislim, da nekako me ženske premalokrat uporabljamo lastno moč, to je milina, ter nežnost. Na to smo pozabile. Ja, med drugim tudi trenirala borilne veščine, kar nekaj časa, poskusila sem marsikaj. Kaj sem seveda ugotovila? Ugotovila sem, da moja moč ni v tem, da jaz mogoče znam poskrbeti v samoobrambi za sebe, ker če je moški vsak skoraj drugi, bolj močan, se pravi bolj testosteronsko agresiven, po biološki poziciji, tako je moja moč v milini in pameti. In jaz še vedno mislim, da ženske lahko ogromno naredimo v tem času. Torej, moški so mogoče zgubili nek svoj, bom rekla,
primat. Ja. Ampak tukaj smo tudi ženske pogosto krive, ker ga ne znamo pravilno skomunicirati za sebe. Torej sem proti temu, da ženske hodimo po moških, obenem pa ne želim, da moški hodijo po ženskah. Ne? In jaz sem recimo v podjetništvu dolgo časa prisotna, delam recimo veliko z družinskimi podjetji, sicer vse več z bolj zahtevnimi, večjimi korporacijami, lahko rečem, da imam izredno dobre izkušnje z moškimi, nobenih težav. Ampak tudi jaz sem kot ženska takšna, da zelo hitro razčistim recimo meje. Ne? Hočete reči, da se z moškimi po moško pogovarjate? Ne, po žensko. Po žensko. Ja. Uporabljate svojo milino in svojo nežnost. Mislim, jaz se oziroma počutim delate okej na v tem. svojem telesu. Ne? Kar se pa tiče Eurovizije, recimo, pa te feminilnosti, tukaj moram vedeti, tukaj pač ta scena, kljub vsemu gejovska, ne? Tukaj niso bili heteroseksualni moški. Ja, jaz nisem enkrat podobnega moškega opazila, Jaz da pa bi bil Eurovizije res nisem pogledala. razen Francoza. Okay? Ja. A ne tudi recimo moškost, ne? Kaj je zdaj tista moškost? Ja, kaj je zdaj to? kaj je- Jaz mislim, kaj? da je mogoče ta moškost v odgovornosti. Ne? V odgovornosti, tega pa je Klemen Salakovič. Torej, moški, ki zna odgovoriti na izzive sveta, lahko ženski da prostor za njeno milino. In zakaj smo ženske bolj mogoče, bi rekla, bojevite? Zato, ker nimamo prostora za milino, ker nam tega ne dajo. Nimamo opore v Imamo moškem. opore, ki bi jo moški želeli. mora razumeti, a ne, to je ta igra spolov. Ženska ima pač tudi, a ne, telo ženske je takšno, ona ima maternico, tukaj se rojeva novo življenje, to je v njenem telesu. Moški ima pač spolni organ drugače narejen, torej štrleče, če je vse ok. Ja, ne. ja. Recimo, prej smo tudi govorili o teh težavah, impotentnosti, ne. Tudi Joj. te stvari sem svetovala, ne. Ta impotentnost, to je pa taki problem. Ampak je psihološka tudi, ne, ni nujno, To da pa je verjamem, fizična. Ne? In ja. ko se moški ne počuti moškega, ima tukaj težave. Ne? In tukaj moramo ženske znati svojo milino, nežnost in mogoče modrostjo počakati tudi ustrezni, bom rekla, časovni okvir ali pa časovno okno, kam lahko vstopimo. Ne? In zakaj so ženske v teh rutiniziranih odnosih nesrečne? Tudi moški so. Ne? Tukaj mogoče pa reči tudi na njih odpade. Ampak moški veliko krat svojo moč in samozavest povezujejo z erekcijo. In ko tukaj zaradi problemov, psiholoških težav in tako naprej ne funkcionira, lahko odreagirajo narobe, agresivno. Statistika kaže, da je vsaki drugi moški, zahodni, torej Evropejci, in to mislim tudi na Slovence, da je vsaki drugi moški po 40. letu, da ima težave z impotenco in potenco. Kar je, tako kot ste povedali, ne, povezano z stresom, s pritiski raznimi, a ne, z načinom prehrane, z gibanjem, ne, če imaš veliki trebuh, boš težko. Ampak hočem reči, da kako je to rato problematično in moški se seveda, me ženske se lažje o seksu pogovarjamo, moški pa težje izrazi to težavo, ker tako, kot ste rekli, erekcijo povezuje z moževnostjo. Ne? In če mašinca ne dela, potem jaz tudi nisem več ta pravi dec, kar seveda ni res. Ne? Pa še mogoče nekaj. Mislim, da je ena velika težava v tem, da se zelo hitro lahko moške obtoži spolnega nadlegovanja. Ja. A ne? To smo In si pa tukaj verjetno ženske same zelo pogosto naredile, zlorabijo ne? ta Ja. institut. Ja. Torej, moški ne upa več ženskam reči, danes si pa lepa. A ne? Jaz Ker nimam lahko proti, reče, mi nekaj vabim nareduješ, vse, da ne? mi izražajo komplimente, ko mi Ne, srečajo. recimo, Ja. ne, to je tudi neka težava. Skratka, mi smo ta, bom rekla, sentiment oboževanja, zapeljevanja v bistvu izgnali. Izgnali, Ja. bom rekla, iz tega našega medosebnega sveta, kjer je pogosto za mnoge poroka samo stvar odločitve racionalne, se pravi tržne odločitve. Ja. Tudi te pare sem že recimo delala, ker so se ženske racionalno odločile za zakon, pa imajo materialno udobje. Čas je, ura je. Ne? Ampak ne to je tako, ne, sečem, če zbiraš nasmeške, če zbiraš življenje, če si upaš živeti, ne, polno, imaš energijo, ne, in ne rabiš potem teh praznih, bom rekla, kulis materialnega bogatstva. Vse nič ni narobe z materialnim bogatstvom kot takim. Samo tisti, ki le temu sledijo, pogosto moški svojo impotenco prelevijo v osvajanje ozemlja in jih Nabiralništvo. več ne zanimajo ženske. Ja. Resnica je, da moški niso, bom rekla, impotentni v tem smislu, ampak ženske, kakršne smo postale, smo mogoče nezanimive in je precej lažje osvajati nova ozemlja v smislu posla, v smislu, ne vem, novih nadstreškov, novih bazenov, novih ploščic, Avtomobilov, ja, namesto in tako božati naprej. svojo žensko doma. In to smo si same krive, ker nismo več mile, ker smo preveč mogoče bojevite. In zahtevne, ne? Mogoče. Zahtevamo od njega, da nas vozi v dobrem avtu, Recimo, da ali pa da nam daje daje- neko drago hrano, boš doma skuhati. tako. recimo. Pa ne morem vsak dan kuhati. Ne, no. ne, pa se lahko, mislim, ja, se strinjam, ampak Ja, ne, ko pa pridemo na to, vse dobro, kuhaš. No, vidite, ampak ta tema je neskončna in ko smo že pri ekonomskih zadevah, je čas, da se posvetimo reklamam. Ostanite z nami, kmalu bomo nazaj.
Dobrodošli nazaj v naši oddaji Dober dan Slovenija in z nami je še vedno naša spoštovana gostja, doktorica Lucija Mulej. In zdaj nam boste pa povedali nekaj, kar nas res zanima. Kakšno vlogo igrajo v partnerstvu ljubezen, erotika in seks? Oziroma, kaj pa je razlika med erotiko pa med seksom? Bo gospa povedala. Gospa je napisala eno knjigo, Pogovori z Erosom. Erotična knjiga? V bistvu je neka taka, bom rekla, umetniško hrepeneča knjiga. Hrepenenje v tej knjigi je pravzaprav tisto, ki pokaže ključno raziskovanje med erotiko in seksom. Lahko rečemo, da je seks mogoče bolj stvar telovadbe. Če pa dodamo tej telovadbi, torej položajem, ki jih je kar nekaj, poznamo Kama Sutra in tako naprej, če pa dodamo tem položajem neko tako enigmatičnost, neko čarobnost. Mislite svečke, pa oljček, pa čokolada, pa tisti pogled, lubrikanti, pa to mislite vse? Pa ni nujno. Pa spolne igrače, to je erotika pa že. Recimo, ko je ta vibe, ko je ta magija privlačnosti, mislim, da ni niti prostora za karkoli drugega, kot le dve iskrivi osebi, ki v tistem trenutku drugi dajeta največ, kar imata. Vse vemo, vse iz prakse vemo, da to mine po 2, 3, 5 letih, ta prvinska strast, to bohanje in to, kako potem to strast ohraniti v zakonu, Prvih 5 let nič ne rabimo, smo dovolj sam, da se zabohamo. Upam, držim pesti, da vsaj 5 let, vsaj 5 let. Vse je odvisno od samega začetka. Od začetka. Recimo, kako se znakomujamaš? Jaz v svojem, bom rekel, svetovanju razvijam to metodo povezovanja 4 inteligentnosti, spravi racionalne, čustvene, duhovne in fizične. In če se recimo s partnerjem ujamemo racionalno, torej da imamo neko tako, bom rekla, orgazmično, mentalno igranje s koncepti in tako naprej. In obenem še mogoče emotivno, da imamo to naklonjenost drug do drugega, potem duhovno, da imamo podoben življenjski nazor ali pa recimo pogled, je potem erotika kot takšna izpolnjujoča. Ampak vi pa pišete tudi o tiraniji mnoštva izbir. Včasih ni bilo toliko izbire, zdaj se počasih obnašamo, kot da pridemo v veletrgovino in s tem produktom več nismo zadovoljni, ga mirno zavržemo in gremo iskat drugega. Tako da mogoče je tudi to prekletstvo, zakaj ne vztrajamo in zakaj se ne trudimo bolj. To je trg porok, tako kot vsi trgi, imamo ponudbo in povpraševanje. In če menjavamo partnerje, smo pač cenjena roba. Če smo bolj kvalitetni in tudi oni. Moški ali vsi skupaj. Čakaj. Ko moški menjavajo partnerke, so frajeri, pa ženske? Ne, kdorkoli, vse nima veze. A res? Ja, jaz mislim, da je pretirano, valjda rabimo neke izkušnje. Ampak kot smo rekli, kaj je pravzaprav definicija neke izkušenosti ženske? Ali je to številka, je to globina in kvaliteta? To je stvar debate. Ampak sigurno v smislu aplikacij, kot so Tinder in vse ostale aplikacije, kjer swipaš levo, desno, izbiraš produkte, je spet odvisno od tebe, kaj iščeš. In tudi v končni fazi, s kom se povezujemo, katere produkte, recimo temu izberemo, ker tudi mi smo potem drugim lahko le produkt. Smo v bistvu samo nek objekt zadovoljevanja potreb druge osebe. In mislim, da je to velika težava, pravzaprav tudi razhodov, ker je opcij preveč. Kot je težko razbrati med številom mleka, recimo, mleko je, ne vem, takšno in drugačno, laktoza brez, mandljevo, riževo in tako, je tudi moških, recimo, tipov, profilov, kar nekaj in tudi žensk. In tukaj, po moje, ta problematika izbire tudi problematika nepoznane tudi sebe, kaj pravzaprav sploh hočemo partnerstvo. Bolj ko vemo, bolj ko smo izkušeni v smislu, jaz sem izkušen v smislu poslušalstva, to res poslušam ljudi toliko let, partnerske zgodbe, paralelna partnerstva, varenja, zancivelnega gospoda, ki me prepričuje, da pa zdaj on ne more biti več ženo. V bistvu je iško pri meni legitimiteto, da bi pač neko žensko iz preteklosti poklical, ki sta imela igračke in ne vem kaj nista vse imela, Jaz ga poslušam, sem rekla, gledaj, moje osebno mnenje je, da pač nisi za to stvar dozorel, ker boš pač uničil svoj zakon, ker če se greš, bom rekla, rafting po divjih vodah, ga moraš obvladati. Jaz tukaj ljudi ne obsojam v smislu, to je napačno, ampak če se lotimo jaha divjega konja, moramo biti dobri jezdeci, sicer nas ta val vrže in lahko tudi poškodujemo
ljudi, ki jih imamo radi. Recimo. In tudi sebe poškodujemo mimo grede. Tudi recimo ta črna erotika, ne? To sem že svetovala. Črna erotika? Ja, črna erotika, Oprosti, kaj je to? Sorry, jaz tega pornografija, to sem se črnografija. izumila ta izraz, ne? Recimo, če rečemo bela, povezana z ljubeznijo, črna je pa mogoče povezana zgolj z iskanjem lastnega zadovoljevanja, užitka. Ja, preveč je te pornografije. Jaz mislim, da ja. Ampak v smislu le gledanja na sebe. Ker bistvo ljubezni se imamo mi dva oba dobro, recimo. Včasih celo postavljanje tuje dobrobiti pred svojo, No, to vas pa- vendar ne vedno, ker tudi to ni zdravo in obratno ne. Ne, tako da, Ravnovesje. ja, kako pa zdaj je to ravnovesje, Zahtevno. cenjena doktorica Zahtevno. Dosež? Cenjena draga moja Ana Marija, cenijo kot vse ravnovesje in vedno najtežja stvar, ne? Ja. In bolj, ko smo preizkušeni, a ne, čez več življenjskih, rečemo temu, testov, od racionalnih, se pravi, da dojamemo neko mejo spoznanja. To sem jaz v svojem doktoratu, ko sem bila takrat na Danskem toliko časa dojela, da je pač spoznanje omejeno. Potem čustveno, torej točno to vprašanje, empatija, sočutje, do kam se sekirati za svet, ker se lahko sekiramo cele dneve. In to do konca. Ja, res je. In tudi na zalogo. A ne, tudi- Mene zanima, ali je potem zvestoba, je odločitev, ali je stvar prilike, ali forme, kako bi jo Jaz bi rekla, da predelila? je zvestoba za današnje čase prestiž. Wow, prestiž. super res. beseda. A ne? Hočete reči, da vsi varajo? Ne vsi, ampak številni. Ja, Ker, a ne, večina, želijo tako ali drugače. V tem šopingu, ne, Ja. tega kataloga želja, ne, te ameriške, bom rekla, profane ideje o duhovnosti, ker si pač naslika želje. Seveda, če nekam posvečamo pozornost, to je kvantna znanost, tisto raste. Ne. Ampak ljudje nismo predmet, ljudje smo vseeno čuteča bitja. Ne. Ja. In zato ne moramo kar zbirati iz kataloga želja. Moramo vseeno imeti nek okus, nek šlif, nek stil. Ne. In se mi zdi, da ja, zvestoba je prestiž, sigurno je tudi odločitev in ja, prilika delata tu. Biti zvest, ko te nihče ne nagovori, to ni zvestoba, to je samo pač avtarkija. prilike. Ni prilike, ne. Če me ne pogleda, ne. Trendi, ki prinaša prihodnost, so zelo slabi. Ne? Statistika trenutno Evropske unije je taka, da gre vsaka tretja zveza, torej partnerska zveza, narazen. Ne, lažem, oprosti, Evropska unija vsaki drugi, Slovenija gre pa vsaki tretji zakon narazen oziroma zveza. Zdaj, če je bilo lani približno 6000 porok, v Sloveniji je 2000 parov se pač razvezalo, šlo narazen. Ta trend se seveda zvišuje. Kaj je razlog za te množične ločitve? Vse ste nekaj se naštelja, ne? Torej skušnjave, celce tako mene, ne? Več možnosti za varanje, material, ne vem. Pa jaz mislim, da je neka druga stvar tukaj izredno globoka, to tudi opisujem v svojih knjigah, to je ta osebni prostor. Ne? Mi smo ves čas v trafiku z nekimi ljudmi. V dnevu srečamo, ne vem, ogromno nekih ljudi. Nekih 100 let nazaj smo srečali mogoče v enem letu, toliko ljudi, ko jih srečamo v enem mesecu. To nas znuca. Ne? Ja. Točno to, se pravi, Pa online? nimamo osebnega prostora. In ko pridejo partnerji domov, vsak s svojim nahrbtnikom problemov, ki so energijsko obremenjeni, a ne, nimajo osebnega prostora, niti v fizičnem smislu, stanovanja so relativno majhna. Ne? In če bi recimo vsak živel v nekem svojem, ne bom rekla stanovanju, ker pač ne mogoče, se niti ne moramo stanovanj privoščiti ob teh cenah, ampak recimo tukaj je mogoče tista stvar. Jaz parom vedno svetujem, da si najdejo neko čistino, energijsko čistino, torej da se znajo sami s sabo pogovoriti. In zelo jim tudi svetujem tišino. Ker če smo ves čas prepolni vplivov, vtisov, občutkov, skrbi, kako bom jaz lahko s partnerjem bila povezana, če nisem niti povezana s sabo. Če smo cel cvet v nekem hrupu. Tako, ves čas smo v nekem trafiku. Ne? Torej, ločene spalnice niso slaba ideja. Osebno mislim, da ne. Vidiš. No, mi smo pa dame v zrelih letih in nas vse zanima ta razlika v letih. Kadar imajo moški mlajšo punco, ne, takrat so veliki frajeri, ženske smo pa včasih obsojene, če imamo mlajše ljubimce, ampak vse smo nekako prepričane, da če se to zgodi, da je kombinacija zelo dobra, ker vendarle so mladi fantje dajo malo več življenja. Jo, jaz upam, da naši mladi gledalci tole zelo pozorno spremljajo. Jaz bi tako rekla, ne, razlike v letih meni so nikoli problematične, tu delala sem kar nekaj teh primerov, ko so imeli recimo gospe pri 55, ljubimce mlajše tudi 20 let in tudi več Madonna. časa. Res, ja, 3-4 kejse sem delala, vse krasne gospe. V bistvu eno sem se ravno kar spomnila, mi bom rekla gospa M, če gleda, bo vedela, in potem tega mlajšega gospoda pustila, on je bil zelo nesrečen, pač ne se ni zdel
korektno, da ostaja z njim, ker bi on pa moral imeti družino. Ne? Ampak ta moški še vedno nima družine, zanimivo, ne? Ker slučajno po nekih naključij sem tudi njega nekoč spoznala, ko to se meni zgodi veliko, ko nekoga svetujem, potem srečamo vse protagoniste zgodb. To je res zanimivo. Mogoče zato, da res lahko dobite objektivno sliko. Ja, da sliko. se objektivno, pa točno to. To je še en dokaz, to je še en dokaz, kako smo vsi povezani, ne? Energetsko in kakorkoli. In srečaš nekoga, o katerem razmišljaš, ali pa ga imaš ravno nekje, ne? Tako da znova se bomo vrnili po glasih in počakajte, čaka nas še veliko zanimivega. Pozdravljeni nazaj v naši oddaji Dober dan Slovenija. Z nami je doktorica Lucija Mulej in pogovarjamo se o zelo zanimivi temi, ki je partnerstvo, erotika, seks, odnosi. In zanima me, in vi ste strokovnjakinja na tem področju, veliko ljudi je osamljenih v zadnjem času. Ker se mi zdi, da je epidemija samosti, samskosti, kar ni nujno tudi osamljenost, ne? Ampak kako gledate na to in zakaj je tako težko živeti dvojino ali pa kakršnokoli kombinacijo? Mogoče čas, v katerem živimo, nekako vse te stare, tradicionalne vzorce razkraja. Smo v nekem takem umestnem času, ko nimamo še fiksnih norm in vrednot in smo mogoče v tem pogledu malo zmedeni. Po drugi strani pa ta samost, ena prehodna faza, bi jaz rekla, ne? Da v tej samosti mogoče očistiš sebe, svojo dušo, svojo percepcijo, v tej tišini mogoče resnično zaslišiš tisto svojo globino, tisto svojo izvorno bit, esenco lastne biti in mogoče šele, ko se očistiš vseh teh vplivov, lahko vstopiš v neko novo partnerstvo v celoti. Lahko je to z mlajšim moškim, zakaj ne? Lahko je to starejši moški, zakaj ne? Izgledala kot taka zaplankana stara gospa, sploh ne. Ampak dogaja se nam tudi dolgotrajna samskost. To pa mogoče povezana z neke vrste, bom rekla, samopašnostjo, ne? Ker skrajni individualizem razkraja sposobnost povezovanja. Zdaj si dobila diagnozo. V povezovanju se zgodi kaj? Ko smo mi z nekom resnično povezani, tvegamo, ne? Tvegamo, da nas bo ta človek seveda lahko tudi prizadel, lahko tudi zapustil. Če je mogoče mlajši ljubimec, seveda si lahko misli družino, mi jo recimo nimamo več oziroma nimamo več možnosti imeti, ker smo že prestare, ker smo že izmena in tako, recimo. Ampak jaz še vedno rečem, treba je tvegati, v ljubezni je treba tvegati. In to nekako rdeča nit te moje knjige, Pogovori z Erosom. Eros nas vse preskuša, tako moške kot ženske. Tako homoseksualne, heteroseksualne, biseksualne posameznike. Vsi imamo preizkušnje. A nebinarne osebe tudi preizkuša? Kako? Eros, če nebinarne osebe. Mislim pa, da tam ne. Nebinarnih pa mislim, da ne. Ker zdaj imamo en kup paleto, sami vedete, z novih spolnih usmeritev, tudi aseksualne osebe. No recimo vse to usmeritve, aseksualne, self-eroticizem in tako naprej. To je povezano pravzaprav s to neko transgresijo družbe. Družba se nekako na novo postavlja in ljudje so v bistvu zmedeni. Mi imamo ogromno tako vanih ekscentričnih posameznikov, nima več povezave s svojim telesom, svojo erotiko. In jih je sram, oni imajo dejansko sram imeti neko spolno, bom rekel, identiteto z nekom, oziroma izmenjavo. In ogromno mladih parov niti nima spolnih odnosov in so kao par. To je res. Seks je vedno manj, to vsi trdijo. Ker smo preveč v glavi, ne? Preveč smo v glavi, ker recimo tudi sistem, internet, fokus na socialne medije, preveč dela ne v korteks, pa dela ostali deli. In erotika je pravzaprav spoj nezavednega dveh oseb, sploh če je resnično iz obeh strani, bom rekel, intenzivna. Racionalna erotika ne obstaja, ko se ti v erosu, v zanosu ugasne in to je poanta tega. A ni? Če racionalna, potem je to biznis, pa najbolj, da si malo plačamo, pa smo drugemu prostitutke. Sreča je na strani pogumnih, ampak pogumni tudi pogosto dobijo po pesmi, po domače povedano. Kako iz srčnih ran
Ja. In kako vedeti, da pri naslednji zvezi morda ne bo prišlo zopet do ponavljanja vzorcev, da smo si dovolili dovolj te samosti, da smo se prečistili in dušo na novo postavili, da smo lahko zopet adekvatni partnerji. Jaz namreč še vedno stremim za tem prestižem zvestobe in tega lepega, hkrati tudi zelo tveganega dejanja, iskrene ljubezni. Ne vem pa, če je sploh izvedljiva v sodobnem času. Preveč Se bojim, da... romantičnih filmov si gledala zadnja leta. Ja. Morda to, ali ne še vedno verjamem. Jaz mislim, da je iskrena ljubezen absolutno možna, ampak zato morata obe strani dozoreti. Obe strani dozoreti. Okay. In tudi recimo prevara. Zdaj, ali je prevara to, da partner, recimo v tem primeru, ne, najnem moški gre z drugo žensko, ker so obe, sklepam, heteroseksualni, ne? Drži. Torej samo antropologi, ne vedno to podarim, to je malo hecno, po svoje pa ne, malo poanto. A ne, tudi recimo, ali je zdaj to ta, bom rekla, prehod z neko drugo žensko, imeti nek odnos, ali je to recimo že misel na to. Ne? In jaz v svojem odnosu, recimo, ki ga imam, vedno poskušam postaviti sebe in se ne vpletam v neke možne, bom rekla, grehe drugega. Ker sem razvila neko posebno obliko razumevanja, ne? Poželenja. Ampak mene pa zanima, kako začeti odnos. S prijateljicami se večkrat pogovarjamo, včasih, ker smo zdaj bolj svobodni, gredo v posteljo prej, kot človeka zares poznajo. In potem se seveda skozi užitek navežeš na to osebo in imaš problem, ker res nisi kompatibilen, prehitro gre, nekateri prisegajo pa na prijateljstvo, dolgo spoznavanje in da se iz prijateljstva potem prelevi stvar v spolnost, ljubezen in Ko tako ste že naprej. Tinder prej omenili, ne? A je možno, da pridemo preko seksa do ljubezni, ne pa od ljubezni To do je sigurno dobrega možno, seksa? ne? Ker kljub vsemu med partnerjema, ki sta partnerja, ne, je vedno seksualna vez. Torej, mi ne seksamo z vsakim človekom, ki ga srečamo na cesti. Ne? Torej, Tako bi, pa seks ne, je stvar, no, naj ne bi, ne. Recimo, erotika vse je stvar dveh izredno intimno povezanih oseb. In takrat sta dve osebi resnično globoko odprti v tem odnosu. Ne? In jaz bi rekla, da prehiter skok med rjuhe ali pa preveč dolgočasno neko spoznavanje, prijateljstvo, iz tega ne bo moke. Ne? Tudi, ko jaz dobim, oziroma iz tega moke ne bo kruha, ko jaz dobim par, naprimer, ko vidim, da ni tistega naboja, jaz ne svetujem, ker jima ne morem pomagati in tudi pošteno povem. Wow. A ne, če ni naboja, jaz ga ne morem ustvariti, tuf, ni, ni. Če ni. Absolutno ne. Bog pomagi. Ampak tudi tako, no, saj nočem biti nesramna, Ne, kar, do naših lahko. moških gledalcev, ampak tako vas moram vprašati, ker vem, da se pogovarjate veliko o spolnem življenju. Slovenci, ne, bom tako rekla, ne slavijo kot dobri ljubimci. To potrjujem s tem, da se ne pojavljajo na nobenih teh raznih raziskavah. Se veste, ne, Francozi, Nizozemci, Američani, Rusi so dobri ljubimci, Slovencev pač ni, ne. Kakšen Balkan se najde, Slovenci pa ne. Zdaj, lahko, da smo tako mehni, pa pač nismo Ne pademo v vzorc? Tako, pademo. To je tako, kot z Evrovizijo. Pademo v vzorc, ampak tle smo, bom tako rekla, 4 Slovenke, vemo, o čem govorim. Ne? Za Slovenke, ne, smo pa vedno imele, bom rekla, renome, gajsne, liberalne in seksi. Ne? Tako mlada, več Slovenk. Točno tako hočem reči. Ne? Slovenke smo vedno veljale z seksi babe Balkana, Slovenci pa niso. Pa se mi zdi, da danes še vedno to ostalo. Da smo mi še vedno hranili to neko pozicijo, tako mlade Slovenke, ne? Slovencev pa nikjer ni. Jaz bi rekla, ne, rabile bi imeti pravzaprav vsaka od nas nek konkreten statistični vzorec, ker ga pa nihče od nas nima, ne, noben od nas torej, da bi lahko potrdile to tezo. Jaz bi mogoče rekla, kar je tisto ključno, ali pa ključna prvina dobre erotike, je pravzaprav ta naboj, ta privlačnost. Ne. In ga je treba tudi, v bistvu, ko se zgodi, ohranjati. Ne. In jaz ne vem, mogoče ali so res, ne vem, ostali pripadniki drugih nacionalnih skupin oziroma držav boljši ljubimci. Jaz sem kljub vsemu glede statistik vedno skeptična, ker pravzaprav ljudje odgovarjajo zelo na pol. Ne? In jaz vedno rečem, dobra ženska naredi dobrega ljubimca in dober ljubimec dobro ljubimko. Ne? Tako da tukaj smo pa sigurno še definitivno potrebni izboljšav na obeh straneh. In predvsem, jaz mislim, se treba odprto pogovarjati o občutkih, o dotikih, o tem, kaj nekdo občuti kot bližino, erotiko, erotično, privlačno in tako naprej. Pari se veliko premalo pogovarjajo. In ženske ne znajo moškim povedati, kaj jim paše, kaj se želijo. To je velika težava, velika ovira. Še vedno je malo sramu, ne, tukaj sram, vmes. ne. Ampak po drugi strani pa vedno rečemo, ni frigidnih žensk, so samo slabi ljubimci. Ne. Ampak je verjetno vice versa tudi ženska
ki ne doživi užitka ali pa orgazma, ne zna voditi svojega ljubimca. Prvič to, drugič pa ne zna biti povezana s svojim telesom. Ker če ženska več čas v glavi razmišlja, kaj bo šla v shopping, kaj bo kupila, kaj ima še za otroci za narediti. Kako bo njegov denar, kako ravno kar zgledam v postelji. To ne bo nič. Treba se Mi celulit ne vidi. tako umakniti iz glave in to je kljub vsemu veščina. Ne nazadnje imamo v zgodovini ženske, ki so to veščino obvladovale, to so bile kurtizane in gejše, ki so se celo življenje urile v občutku in senzibilnosti. In to je ta milina. Milina ni ranljivost, milina je velika moč, to je moč vode. Voda je najmočnejši princip. V Sloveniji je tema o seksu tako tabu tema, hočem reči. Jaz veseljem govorim o seksu kadarkoli. Jaz se tudi, nimam težav. Ampak, ko gledam mainstreama, a se kje razpravljajo o nekem seksu, pa zakaj vedno manj seksamo, zakaj je vedno manj otrok, zakaj se vedno kasneje poročamo, zakaj razpade povprečna veza po 14 letih. To so spet statistike, ki vi namarate, ampak jaz sem pa cvenica. Ampak postavlja neka vprašanja, na katere nimam odgovorje. Jaz pričakujem od sociologov, antropologov, da se ukvarjajo, kam gre slovenski narod, kam nas bo pripeljal čez 5-10 let, a bomo tako kot Japonci, v deficitu z otroci, vsak živel v svojem golobnjaku, ker nas to zaradi digitalne tehnologije tudi čaka. Kam bo šel svet? Kam bo šel svet, je jasno. Svet bo šel v, po vsej verjetnosti, cyborga. Ljudje bomo imeli definitivno biokemijo oziroma, bom rekel, določene implante v telesu. To je dejstvo, tudi v glavi, to je dejstvo. To ni več vprašanje, kam bo šla družina. Družina je kljub vsemu umetna forma. Družina ni forma ljubezni, ampak je forma preživetja, pravzaprav genov plus premoženja. To moramo vedeti. In kapitalizma. Se pravi, ljubezen kot taka nima veliko veze tudi s svetim zakonom. Jaz sem sicer srečno ločena, imam super odnos z možem, se pravi bivšim, ljubezen je preživela, imava lep, krasen prijateljski odnos, ampak je na neki drugi ravni. Ampak gledajte, vsaka družina, kaj je pravzaprav realno, zakaj se ljudje ločujejo? Zato, ker zgubijo stik s sabo. Stik s sabo. Glejte, žal, nam je čas potekel, ampak kot vidite, o tej temi bi mi lahko govorili ure in dneve in ni izključeno, da se tej temi ne vrnemo znova, kajti kot vidite, kam nas pelje prihodnost, verjetno bomo kiborgi, verjetno bomo imeli kakšne avtomate za... Se bomo drgnili ob njih? Ja, tako da, dragi moji, glejte nas vsak torek, sredo in četrtek ob 18 uri in 25 minut na vašem priljubljenem kanalu TV3. Do takrat pa vam kličemo na svidenje Slovenija.